Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lepo zdrav, spoštovani poslušalci, dobro jutro v zdravstveni svetovalnici, ko se bomo posvetili, lahko rečem, malce širše avtoimunskim boleznim, pa predvsem odkritju oziroma novemu zdravilu, ki predstavlja tudi nov korak za medicino, kakšen je, kaj bo prineslo bolnikom, predvsem z lupusom in tudi drugimi avtoimunskimi boleznimi, pa v nadaljevanju v našem studiu lepo pozdravljam specialistko pediatrinjo iz pediatrične klinike Mašo Bizjak, dobrodošli. Ja, hvala. Najprej mogoče res širše vprašanje, kaj sploh so avtoimunske bolezni, zakaj predstavljajo izziv za medicino že vrsto let in pravzaprav zdajle sva govorila, tudi v zadnjih letih doživljajo kar velik razvoj, kot tudi sicer drugje v medicini se pristopa drugače kot nekoč. Ja, torej avtoimunske bolezni so bolezni, pri katerih naš imunski sistem pomotoma napada svoje lastne, v bistvu zdrave celice. Imunski sistem je en tak zelo kompleksen sistem, ki je sestavljen iz celic, iz beljakovin, iz organov in njegova naloga je v bistvu, da v vsakem trenutku točno ve, kaj se na vseh delčkih telesa dogaja in če se dogaja kaj, kar se ne bi smelo, da tisto popravi, tako da nekako v bistvu varuje naše zdravje. In če se pač napačno usmeri proti delu lastnega telesa, lahko je to proti posameznim organom, recimo pogoste bolezni, ki jih poznamo, so artritis revmatoidni ali pa bolezni ščitnice, ali pa celiakija. To pomeni, da napada naš imunski sistem tiste organe. Nekatere avtoimunske bolezni so pa take, da napada več organov, praktično katerega koli. Taka bolezen je pa recimo lupus. In zakaj so v bistvu izziv za zdravljenje? Imunski sistem mi rabimo, da lahko preživimo sploh. Njegova naloga je, da nas varuje pred okužbami, pred tujki, pred poškodovanimi, spremenjenimi celicami. In v bistvu, ko mi zdravimo avtoimunske bolezni po trenutnih principih, pomeni, da mi ta imunski sistem, ki nas napada, ga želimo zavreti. Ampak ta zdravila, ki jih mi imamo, ne ločijo med tem, kjer del imunskega sistema je za nas koristen, kjer je pa ki nam dela težave in zavrejo v bistvu vse po vrsti. In na ta način potem moramo v bistvu eno res tako ravnovesje iskati, da ga zavremo ravno dost, da ne dela težav, hkrati pa ne preveč, da ni potem večjega tveganja za okužbe in druge te neželene učinke. To je ta glaven izziv. Ja, in mogoče kljub temu, da gre seveda medicina naprej na tem področju, vseeno, še vedno pri tem širšem pogledu se ne ve, kaj povzroči v organizmu to, da začne samega sebe napadati, če rečem po domače. Ja. Kaj so ti dejavniki oziroma kaj je ta sprožilec? Tako je, sprožilca se ne ve. Sami mehanizmi so dosti dobro raziskani, tudi na področju teh monogenskih bolezni, ki so sicer izjemno redke, ampak monogenske pomeni, da je en gen okvarjen, okvari točno določeno beljakovino in se potem lahko glede na to, kaj beljakovina dela, sklepa na to, kakšna je njena vloga, tako, kako se pa bolezen pokaže pri teh bolnikih. Tako da sami mehanizmi so čedalje bolj pojasnjeni. In pri otrocih je teh monogenskih bolezni, sicer so še vedno izjemno redke, ampak več kot recimo pri odraslih. Kaj pa to sproži, da se nekaj zgodi pri teh, ki niso samo posledica okvarjenega gena, tega pa res ne vemo. Verjetno pač neka kombinacija vseeno dedne nagnjenosti, pa vseh dejavnikov iz okolja, prav sprožilca pa žal ne poznamo. No, tako vseeno pa se je, kot rečeno, zgodil en preboj ali nov korak, pomemben na tem področju in to je uspelo prav vaši ekipi na pediatrični kliniki. Doslej, kot ste rekli, se je zdravilo in se še vedno zdravi z zaviranjem imunskega sistema. Nov pristop pa prinaša nove možnosti, pa najprej mogoče nekaj besed o tem, kaj pravzaprav, zakaj gre. Ja, torej, zdaj, če malo bolj se spustimo v imunski sistem, en del našega imunskega sistema so ene celice nevtrofilci, ki v bistvu nas varujejo pred bakterijami. In oni delujejo tako, da
vržejo, ko se aktivirajo, eno mrežico izvržejo in s tisto mrežico bakterije polovijo. Potem se mora pa ta mrežica zelo hitro odstraniti, zato da ne sproža nekega vnetja, ne? Ker tam je v bistvu tuj material, te bakterije pa to je noter ujeto. Ne? In če se ne odstrani dovolj hitro, pa lahko to v bistvu poganja vnetje in če se to kronično recimo nabira, potem lahko to spodbuja neko kronično avtoimunsko vnetje. In to je v bistvu bil osnovni mehanizem okvare pri tem našem bolniku, ne, v katerem se pač gre s tem zdravljenjem. Torej, on ni imel nič, je imel popolno pomanjkanje encima za odstranjevanje teh mrežic. To je bil njegov mehanizem bolezni. Tako se je rodil, ne? Ja, tako se je on Brez rodil. encima. Ja, je pa ta mehanizem sam, torej prekomerno nastajanje teh mrežic in v bistvu potem vnetni odziv zelo pomemben pri recimo večini, tudi pri drugih bolnikih, ne samo pri njemu. Pri njemu je to pač glavni mehanizem, pri drugih je pa lahko pridružena. Ne? Ni edini vzrok, je pa pomemben vzrok, ki prispeva k temu kroničnemu vnetju. Tako da v bistvu se je že 20 let delalo na tem, da bi nekako te mrežice znali razgraditi. To so ameriška podjetja, konkretno zdravilo, ki smo ga mi preizkusili, je naredilo ameriško podjetje Neutrolis. In so potem tega bolnika zbrali na podlagi tega, da je imel res dobro genetsko opredeljeno to okvaro, ne? In potem na podlagi tega, da je pač zdravljenje tudi rabil. In na podlagi sodelovanja pa profesora Učina z 8 kolegi iz tujine. In je on v bistvu kot prvi bolnik s popolnim pomanjkanjem tega encima v bistvu ta encim dobil. Z namenom, da bi videli, kaj se zgodi, ko se te mrežice pri njemu tudi razgradijo. Tako. In se pravi, ni šlo v odstranjevanje teh mrežic, ampak v to, da ste nadomestili encim, oziroma Tako, ampak encim je pa mrežice pol odstranil, jih je razgradil in so se odstranile. To ste pričakovali, to je bilo zaželeno in to se je res zgodilo. Tako. Ni pa bilo do zdaj so bili dokazi na živalih, recimo, da se je v bistvu, če je žival bila takšna z lupusom, da se je potem vnetje umirilo, če so recimo niso imeli encima, pa so ga dobile. Potem, kaj so preizkusili klinično, so preizkusili na zdravih osebah, da se pač vidi, da ga prenašajo, samo to so vse ljudje, ki ta encim že imajo. On ga je imel, pa v bistvu ga pa ni imel. Torej, v tem je bila ta raziskava pionirska, če tako rečem, nekaj novega. Tako, ja, ker se je, te mrežice so bile v bistvu sprožilec tega vnetnega dogajanja pri njemu, ki je porožila to prekomerno aktivacijo imunskega sistema. In on je v bistvu preizkusil do točke, ko je bil zdravljen, je on preizkusil praktično vsa zdravila za zaviranje imunskega sistema, kar jih poznamo, tudi izjemno močna zdravila, in ni prišlo do res dobre umiritve bolezni. Šele potem, ko so se te mrežice, v bistvu ta sprožilec, ta zadeva, ki je sprožal vnetje, odstranile, se je potem to vnetje umirilo. Kako to, da se je ta prvi pristop, ta korak zgodil prav v Sloveniji, prav pri nas, mogoče malce o ozadju vaše študije oziroma tega primera? Ja, to je en tak splet, pa niti ne naključen splet okoliščin. Tukaj na našem oddelku, bomo rekla, profesor Učin je eden izmed največjih strokovnjakov za otroški lupus v svetovnem merilu, tako da v bistvu vse te ljudi, ki se z takimi stvarmi ukvarjajo, tudi pozna, in je potem seveda lažje neka sodelovanja iz tujine napeljati. Imamo zelo dobro sodelovanje z genetskim laboratorijem, kjer so že v bistvu več let nazaj pri tem bolniku genetsko točno opredelili, za kakšno okvaro gre. In potem je bil pa v bistvu tako, bom rekla, s pravimi ljudmi v stiku in potem so bili zelo strogi, bom rekla, izbirni kriteriji, da so glih tega bolnika zbrali. Potem je pa pač glih tukaj ta bolnik in smo to lahko naredili, tudi s pomočjo v bistvu cele ekipe, laboratorija, farmacevtov, vseh je bil to en tak zahteven projekt. Ki se je kako hitro potem izkazal za uspešnega, kako hitro se je odzvalo potem to pri bolniku, recimo čisto pri klinični sliki? Ja, tukaj je bolnik dobil to zdravilo v žilo, v recimo 1-urni infuziji, in on je bil v bistvu 6 ur potem, smo mi opazili, da so njegove težave praktično izvenile. 6 ur potem? To je, ja, tudi v laboratoriju, ko so te mrežice snemali, kako to razpade, ne pri njemu, ampak pri drugih,
je to izjemno hiter proces in v njemu se recimo njegove glavne težave, ki smo jih mi lahko opazili, so bile taki spuščaj, kroničen, srbeč, potem je imel vnete sklepe, pa vnete oči, to se je tako najbolj videlo na njemu in 6 ur potem so praktično težave izzvenile. Kar se tiče laboratorija, smo tudi spremljali, v bistvu se je potem malo počasneje, so se kazalci vnetja umirili, so se jetrni encimi torej popravili. Je pa tako, da je bil ta učinek prehoden. Ne? Tako, on je v bistvu, mi smo dokazali, da ta mehanizem deluje, da se lahko njegove težave, simptome na ta način omili oziroma odstrani. Je pa treba zdaj naslednji korak, pa v bistvu ugotoviti, kako dobiti obliko zdravila, ki bi on lahko na dolgi rok prejemal. To je pa potem izziv za naprej. Se pravi, ne gre za to, da bi zdaj, ko ste ta encim unesli, encim ostal stalno v njegovem telesu? Nažalost ne. Encim je tuja beljakovina, ki jo je on dobil. In beljakovine naše telo, spet ta naš imunski sistem, njegova naloga je, da tuje beljakovine pač uniči. In glih zato je on tako poseben, ker je za njega ta encim, ki ga recimo vi ga imate, jaz ga imam, mi vsi ga imamo, on ga pa nima nič. Torej, za njega je ta encim tuja beljakovina in se seveda njegovo telo proti njej bori, in jo proba izločati. Yeah. In je on tudi po več aplikacijah potem proti telesa, proti temu zdravilu razvil in se je zdravilo prehitro izločilo in ni bilo več učinkovito. Tako da sam koncept, kako zdravilo deluje, smo s tem potrdili, torej, da se da na ta način tudi avtoimunsko bolezen zdraviti. Naslednji korak je pa potem, da bojo morali pa razviti eno, kar se že dela na tem, tudi v fazah preizkušanj, v bistvu obliko zdravila, ki bi jo lahko dolgoročno prenesel, tako mogoče, ki bi manj sprožala imunski odziv. Se pravi, ne na ta način, da bi zdaj vsak dan ali na neko kratko periodo dobival intravenozno to zdravilo. Ja, mogoče kakšna druga oblika, mogoče v podkožje, mogoče manjše odmerke, na različne časovne intervale. To je res bil čist prvi preizkus pri človeku, tako da je bilo treba vse preštudirati. Od tega, kakšen odmerk rabi, do tega, v bistvu, kako se to zdravilo sploh presnavlja v telesu, kako se izloča iz telesa, to so bile vse prve ugotovitve na njem, tako da zdaj bo pa treba naprej prilagoditi pa izboljšati. In si mislim tudi spremljati stranske učinke so, kakšni oziroma kaj si lahko bolniki, zdaj to je širše vprašanje, obetajo takšnega zdravila, ne? Ja, zdaj on je bil tukaj res, kar se tiče neželenih učinkov, poseben primer s tem, da zdravil, encima ni imel nič in se je zato neki imunski odziv proti zdravilu pričakoval. Pri osebah, ki ta encim recimo delno imajo, pa bi se to uporabljalo samo kot eno dodatna pomoč njihovemu imunskemu sistemu, potem takega močnega odziva proti zdravilu niti ne pričakujemo. In v bistvu to vam zelo težko odgovorim, ker so v bistvu raziskave v teh prvih fazah kliničnih raziskav na avtoimunskih boleznih se tudi dela s tem zdravilom ali pa z eno izmed oblik tega zdravila, recimo pri lupusu, pri artritisu se tudi dela. Preizkusili so ga recimo tudi pri bolnikih z težkim potekom covida, tudi tam je bil ta dodaten prekomeren vneten odziv eden izmed glavnih problemov. Tako da kar se tiče neželenih učinkov, bomo videli na dolgi rok, če bo kaj, zaenkrat. Ne vemo še, je še težko reči. Ja. Spremljate svetovalnico 01 512 10 00 je naša telefonska številka za vaše vprašanje, spoštovani poslušalci. Z nami je pediatrinja Maša Bizjak, ki je bila tudi vključena v tole ekipo. Koliko je štela vseh raziskovalcev, zdravnikov? Veliko. Veliko, tukaj v bistvu cela ekipa z našega oddelka, cela laboratorijska ekipa, laboratorij za genetiko. Tukaj je bil tudi zelo zahteven proces samega uvoza tega zdravila, pa potem priprave tega zdravila. Tukaj so tudi sestre imele zahtevno nalogo, da so ga pravočasno oddajale, aplicirale, res vse točno na minuto natančno, tudi pol odvzeme krvi delale, da smo res spremljali tudi, kako se zdravilo razgrajuje, kako deluje in vse. Tako da pa še poleg ekipe iz našega oddelka seveda ta cela ekipa iz tujine, ki že 20 let zdravilo razvija, tako da to je ogromno enih ljudi vključenih. Kako je odmeval ta uspeh oziroma študija je bila objavljena tudi v ugledni mednarodni reviji, je bil kakšen odziv?
Ja, to je v bistvu taka velika potrditev, da je res en pomemben koncept bil s tem potrjen. Torej, dejansko namesto, da bi imunski sistem zavrli, se je s tem zdravljenjem sprožilec odstranil. In ta koncept se je v bistvu izkazal kot, da res deluje, da je res možno na ta način tudi avtoimunsko bolezen zdraviti. Tako da to je ena velika potrditev, da je to en pomemben korak, verjetno v pravo smer, da bomo lahko tudi naprej na tem področju delali. Zdaj konkretno za tega bolnika, za tega dečka, verjetno to pomeni, dobro, prišlo je do kratkotrajnega izboljšanja, vendar zdaj naprej verjetno dobiva klasična zdravila. Ja, zdaj dobiva klasična zdravila naprej. Seveda pa, ko bo, upamo, da v naslednjih letih boljša oblika tega zdravila na voljo, bo pa seveda upamo, da on to spet dobil naprej. On in ostali s podobnimi okvarami. Ja. Zdaj govoriva o lupusu, rekli ste že, teh oblik avtoimunih bolezni je veliko, približno koliko klasifikacija se šteje, več 10 do 100, koliko je avtoimunih bolezni? Že sam lupus bi lahko rekel, da je 100 različnih bolezni. Tako da to je težko vprašanje, ampak sigurno več kot 100. Zakaj gre pri lupusu? Ja, pri lupusu lahko mogoče na en tak enostaven način rečemo, da je kot eno, naš profesor Račenrat reče, da je kot eno smetišče, ker se ta dedni material, ki bi moral biti not v celicah, pride ven iz celic, ker so celice poškodovane. In ga potem naše telo dojame kot tujega. Ne, da bi bil res nam tuj, ampak mora biti zaprt, mora biti na varnem v celičnih jedrih, ne sme kar naokrog ležati. In pa se pa v bistvu proti temu dogaja imunski odziv, ki pa seveda s vnetjem in temi mehanizmi poškoduje potem organe. Seveda, v kakšnem primeru pride ven iz celic in zakaj, kaj je ta sprožilec, kot smo že rekla, se ne ve. Ja, to je pa različne stvari, ki to poškodujejo. To je, ne vem, v koži recimo je znana ta povezava z UV svetlobo, da bi vedeli, zakaj točno ledvice, tudi ne vemo. Pri monogenskih lupusih, to so pač te, kjer je točno en gen okvarjen, točno ena pot okvarjena, tam se raziskuje in se v bistvu iz tega potem sklepa, kaj se tudi dogaja pri teh, bom rekla, običajnih lupusih. Ampak kaj pa en sprožilc, da bi rekel točno ena stvar, ki sproži, da bo nekdo zbolel z lupusom, to pa res ne vemo še zaenkrat. In oblike potem oziroma prizadetosti so tudi različne. Nekaj je na koži, drugo so pa tudi notranji organi. Ja, seveda, lahko je praktično prizadetost kjerkoli, s tem, da eni organi vemo, da so bolj na udaru in smo potem tudi na njih bolj pozorni. In se potem temu tudi zdravljenje prilagaja. Recimo, če je samo koža, je zoprno, lahko zgleda tako obremenjujoče za bolnika, ni pa nevarno. Tako. Čim so pa organi, potem je pa res treba z vsemi topovi. Veliko se v zadnjem času sploh govori, se tudi vse več ve o avtoimunih boleznih. Kakšen je trend? Bi lahko rekli, da jih recimo pred stoletjem bilo veliko manj ali jih preprosto nismo še poznali? Verjetno oboje. Bi se predstavljala, da oboje. Sigurno jih nismo tako dobro prepoznali, tudi odkrivajo se izjemno hitro tudi nove avtoimunske bolezni oziroma mehanizmi in velikih je bilo neprepoznanih, ampak če gledamo tako, da je en dedni dejavnik pa okoljski dejavnik, ki povzročajo skupaj to avtoimunsko bolezen, bi rekla, da se dedni material ni v 100 letih tako hitro spremenil, da verjetno je bolj pomemben tudi cel ta način življenja in vsi okolje, sprožilci iz okolja. Vsi dejavniki sodobnega okolja, ampak kaj točno pa ne vemo. Kakšno pa je življenje teh bolnikov, spet seveda različno od prizadetosti, pa vendarle, kako je s kakovostjo v povezavi s temi možnostmi, ki jih nudi sodobna medicina? Ja, to je spet zelo različno. Če je prizadeta samo ščitnica, se nadomesti hormoni in je praktično v redu. Tudi, kar se tiče teh, recimo, prizadetosti sklepov, takih stvari, se da zdaj to odlično zdraviti. Res, mi za naše otroke, ki imajo artritis, si želimo, da izgledajo kot zdravi otroci, nič drugega ni sprejemljivo več danes. Tako da to so odlična zdravila. Odkar jaz delam, so vsa ta zdravila na voljo. Seveda
generacije pred mano so videle, kaj je bilo, ko tega ni bilo. Ampak zdaj imamo res čedalje boljša zdravila, tudi čedalje bolj usmerjena zdravila, da točno določen mehanizem zavrejo ali pa prilagodijo. Še vedno so pa na dolgi rok posledice tega dolgoročnega zdravljenja. Pa tudi vseh bolezni se pa ne da v bistvu v celoti pozdraviti. Recimo lupus je ena izmed bolj zoprnih bolezni, težjih za zdraviti. Sploh pri otrocih ima tudi znano težjo prognozo, kot potem, če zbolijo odrasli. Tako da v bistvu dolgoročno bi si pa želeli še kakšno izboljšavo. In zdaj mogoče s tem vašim korakom so na vidiku, kaj pomeni novo zdravilo oziroma kdaj bo lahko to takšno podobno zdravljenje postalo dostopno širšemu krogu bolnikov? Ja, zdaj so te zgodnje klinične faze raziskav v teku in si predstavljam, če bo to uspešno, da bo lahko mogoče že v naslednjih letih kot ena dodatna možnost zdravljenja na voljo tudi širšemu krogu bolnikov. Je pa še res na začetku. Vsekakor ne gre pa za to, da bi bil zdaj denimo lupus pozdravljen, da bi bila ta rešitev z zdravilom na vidiku praktično dostopna in da je to kljukica. To žal še ne, je pa sigurno korak v ta pravo smer. Ja, 01512 10 00 je telefonska številka za vaša vprašanja, spoštovani poslušalci. Danes govorimo o avtoimunih boleznih in o tem, kako jih tudi z novimi pristopi lahko zdravimo. Mogoče, doktorica Maša Bizjak, še glede tega, to je biološko zdravilo, bi lahko temu rekli, ga uvrščate v ta krog ali ne? Po definiciji so biološka zdravila tiste, ki v bistvu v proizvodnem procesu nastanejo v nekih živih organizmih oziroma celicah. Torej je tudi to zdravilo, to je rekombinantni encim in je pridobljen na v bistvu živih celicah. Bolj usmerjeno pa mi rečemo biološkim zdravilom tistim, ki točno določene molekule citokine zavirajo, tako da so mogoče v tem kontekstu bolj poznana. Ampak ja, je. Po eni široki definiciji je to tudi biološko zdravilo. Ja. Kako široko pa je, široka je pojavnost teh avtoimunih bolezni? Prejle smo se že pogovarjali o incidenci lupusa, sploh tak genetski tip je zelo redek. Genetski tip je zelo redek, sicer pri otrocih procentualno pogostejši, ampak na splošno ima pa tam do 5 do 10% odraslih oseb, neko avtoimunsko bolezen, ne lupus, lupusa je na srečo veliko manj, ampak eno izmed teh, torej cel skupek avtoimunskih bolezni do 10% odrasle populacije trenutno, kar je v bistvu zelo veliko. Kdaj se pa najpogosteje pojavijo znaki avtoimunske bolezni pri človeku? Je spet odvisno, katera. Lupus ponavadi tak nemonogenski, bolj pričakujemo pri mladih odraslih kot pri otroku. Artritis, recimo revmatoidni, ki je najbolj poznan, se ponavadi bolj tudi pri odraslih kasneje pojavi. Vsem, da mi se pač srečujemo s temi zgodnjimi oblikami in za nas, recimo, če bi vprašal, kdaj se pri otroku pojavi artritis, je tam pri 2 letih. Tako da so različne populacije in tudi seveda različne bolezni. Tako. Ja, zdaj pa imamo prvi klic in vprašanje. Gospod Jože je z nami. Dobro jutro, se slišimo. Dobar dan želim. Mene pa zanima, kdaj boste kaj šli, da pridete do vzroka določenih bolezni. To je vsaka stvar, ki se nekaj zgodi, ali ne bo požar, ali pa to, naprimer, zalaži, se tudi išče vzrok do tega in potem se tam, po mojem razmišljanju, začne tam odpravljati, da ne nastanejo te bolezni. Ja, hvala lepa za vprašanje. Malce so se ga že enako dotaknila. Najbrž je že prva ključna težava to, da ne govorimo v ednini, ampak da je vzrokov več. Ja, hvala za vprašanje. V bistvu vzrokov je ogromno. Zdaj, v bistvu sam vzrok, zakaj se pri nekomu dedna sprememba zgodi, tudi ni vedno pojasnen. Kar se pa tiče teh vzrokov, zakaj, ko neko monogensko spremembo v enem genu ima, zakaj potem bolezen nastane, tega znanja je pa že zelo veliko. In to se v bistvu na podlagi teh res redkih bolezni, kjer imamo dobro opredeljen mehanizem, kako bolezen nastane, se potem sklepa tudi pri drugih
pogostejših oblikah bolezni, katere poti so vključene, ne, in tudi posledično na kakšen način bi lahko pristopili k zdravljenju. Zdaj samega prav zares enega vzroka, zakaj se pri nekomu taka sprememba zgodi, recimo, če govorimo o obliki, ki ni posledica samo enega spremenjenega gena, ne, tudi jaz po pravici povedano dvomim, da je vzrok samo eden. Ponavadi je vsem potrebnih več enih stvari, da se določena sprememba zgodi, ali pa se spremembe kopičijo, ali pa pride še ena dodatna stvar, recimo neka okužba, pa še dodatno spodbudi tisti imunski sistem, da se pol pokaže bolezen. Tako da mislim, da je vzrokov več in da enega samega za večino bolezni ne bomo našli, se pa seveda zelo, zelo intenzivno dela tudi v tej smeri, ker preventiva je boljš kot kakršnokoli zdravljenje. Tako da, če bi znali, bi seveda bili zelo veseli. Se pravi, da bi nekako vedeli, kaj je tisto in da bi delovali na način, da bolezen ne bi izbruhnila. Ne? Tako. Ker ne vem, ali je mogoče, da recimo pri nekom bolezen izbruhne in se potem potihne. Vem, da so tukaj tudi valovi, tudi pri lupusu gre za neke zagone in potem remisije, ampak da bi popolnoma izginila. Lahko se umiri, a ne pozdraviti, zaenkrat teh bolezni ne znamo, znamo jih pa zdraviti in lahko pride bolnik tudi, ko rečemo, v remisijo, ki je lahko v bistvu dolgoročna. Sicer malo posebnost pediatrije, da mi spremljamo otroke do 18. leta, pa imajo pa oni še, 80 let pred sabo, ker mi niti ne vemo za vsakega posameznika, kaj se z njim zgodi. Ampak ja, seveda je možno tudi te naše bolezni umiriti do te faze, da ostanejo umirjene. In se lahko življenje dokaj kakovostno nadaljuje. Tako, ne? Tako, ja. Gospod Tomaž, lepo pozdravljeni, dober dan. Dobro jutro. Jaz bi povedal izkušnjo s sinovama. Približno pred 35 leti je eden na koncu osnovne šole, drugi pa na koncu srednje šole dobil avtoimunsko bolezen v zelo hudi obliki. Bila je slaba krvna slika, izredno slaba in revmatske posledice. Vse povsod. In seveda zdravljenje je bilo in nekako tudi uspešno po svoje. Ampak zdaj po 35 letih imamo občutek, da je to izzvenelo. In to nekako ne gre v račun. Tako da zdaj sinova, ko sta stara čez 50 let, praktično živita skoraj normalno. Pa me zanima, zakaj je to prišlo do tega. Ja, hvala lepa za vprašanje. Ravno v tem sva zdaj nekako načela pogovor, ne? Kako je, ali je mogoče, da bolezen izzveni oziroma da, ja, zanimiva izkušnja, torej celo pri obeh, ne, pravite? Ja, zelo različne bolezni so, ne, tudi ene bolezni, ki jih uvrščamo recimo med avtoimunske ali pa na spektr avtoimunskih, so značilno take, da jih nekaj sproži, recimo pri otrocih je znana taka Kawasakijeva bolezen ali pa tudi revmatska vročica je recimo bila taka. Pa še številne druge, kjer pride do enega, lahko res hudega zagona, kot ste tudi vi opisali, kjer je bolnik lahko tudi življenjsko ogrožen, ampak ko se pa tisto vnetje recimo pomiri, je pa mir in ne pričakujemo, da se bo sploh ponovilo še kdaj. Pa če bolezni so res različne. Ne? Medtem, ko pa kakšne kronične bolezni, kot je lupus, pa ne moramo pričakovati, da ko bomo tisto začetno zdravljenje dali, da pa lahko bolnika kar pustimo, ker vemo, da se v bistvu vnetni proces dogaja še naprej, tako da je težko vse vršiti v isti koš. Ampak sem zelo vesela, da ste vi in vaša sinova imeli takšno izkušnjo. Ja, res. Pa mogoče še to pri mladih nasploh, ker gre za razvijajoči se organizem, je tudi, povejte, če drži ali ne, odziv veliko bolj buren kot pri nekom, ki je že v pozni odrasli dobi ali v starosti. Ne? Telo reagira bolj intenzivno. Tako je, pač to mlad organizem se še uči, kako se bo boril proti vsemu, kar ga tako rekoč napada iz okolja in reagira bolj intenzivno kot en odrasel. In seveda tudi bolj učinkovito v končni fazi se znebi okužb. Ja. Ne, da je ravno novorojenček, ampak potem en otrok, ne, načeloma bo bolj to obvladal kot en potem starejši, ko ima mogoče že imunski sistem nasplošno malo slabljen, tako da to je tudi ena posebnost otrok. Samo če gre pa za telo, ki se bori proti sebi, torej proti telesa, ki so tako v narekovaju učinkovita, so pa lahko potem težave. So lahko, ja. Gospa Anica, lepo zdrav.
Ja, dober dan. Dober dan. Imela bi vprašanje pri artritisu. Izključila sem gluten in nimam več artritisa. Ali je to možno, da si alergičen na kakšno hrano ali ne? Ja, hvala za vprašanje. Gluten je sladkor, je ogljikov hidrat in v bistvu alergija po definiciji je preobčutljivost na beljakovino, ne, v hrani, tako da bi bili potem drugi mehanizmi. Je pa seveda opisan artritis tudi v sklopu celiakije, ki pa je tudi avtoimunska bolezen in je sprožena s tem preobčutljivostjo na gluten, ne kot alergija, ampak po drugih mehanizmih. Tako da je seveda možno, da je prva to, da ste ta sprožilec vnetja odstranili, tudi pozdravlja artritis. Tako, hvala lepa. Hvala za vprašanje. Ja, tako, pa smo pri sklepu oddaje tudi s pomočjo vprašanj zanimivih poslušalcev še malce uvid, pa malce drugam še šli tudi na zdaj, bi rekel, zelo aktualno vprašanje, ne, tega včasih sploh nismo poznali, celiakija in prehrana in seveda temu primerne diete, je tega tudi več kot včasih. Ja, nam se zdi, da je vsega več. Ja. Da je vsega več. Zakaj pa smo ugotovili, da moramo še natančno ugotoviti, se pa več stvari ponuja. No, se pravi, čisto za konec, če konkretno delo za vašo ekipo se nadaljuje na področju tega zdravila, raziskav? Ja, konkretno zdravilo razvijajo pač ameriška podjetja, druge oblike tega zdravila. Ampak naše delo se pa seveda nadaljuje tudi v raziskavah teh mrežic, o katerih sem prej govorila, njihovi vlogi tudi pri drugih boleznih, ne samo pri lupusu, ker si seveda želimo zdaj ta koncept zdravljenja preizkusiti tudi druge, da bi videli torej tudi sami, če se da, ko bojo zdravila na voljo, to še kakšni drugi skupini bolnikov pomagati. Se pravi, če boste uspeli spet, ne z mrežico, ampak mrežo vseh raziskovalcev, tudi na kakšnem drugem področju za drugo bolezen, lahko si obetamo kakšno podobno? Druge bolezni, kjer bi te mrežice bile oziroma so znano že udeležene, so recimo tromboze, kakšne težke okužbe s temi res močnimi vnetnimi odzivi, potem recimo maligne bolezni, kjer so te mrežice udeležene pri nastanku metastaz. Tako da to je vse zelo tako v raziskovalnih fazah, ampak so potencialno področja, kjer bi nam lahko tudi seveda dodatno zdravljenje zelo, zelo prav prišlo. Ja, potem pa vsekakor želim veliko uspeha vaši ekipi zagnanosti in dobrega dela še naprej. Čestitke za opravljeno delo, pa hvala lepa vam, Maša Bizjak, da ste prišli k nam in za vsa pojasnila. Hvala za povabilo. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.